dobrodošli na uradno prvem javnem vodstvu po tej novi ulični razstavi, ki smo jo odprli na 18. maja, ki je v bistvu Mednarodni muzejski dan in hkrati praznik Krajevne skupnosti Brežice. Razstavo smo pripravili v sodelovanju z Društvom za oživitev mesta Brežice, Krajevne skupnosti Brežice, družbo HES in pa Posavskim muzejem Brežice. Tako da opravičilo za odsotnost pa prenašam in pa lepe pozdrave v imenu naše direktorice Alenke Černelič-Krošelj, ki se zaradi bolniške zadržanosti vodstva žal ni mogla danes udeležiti. In pa seveda pozdrav Aniti Ratkovič, predsednici Društva za oživitev mesta Brežice, da ti kar predajam besedo. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu Društva za oživitev mesta Brežice. Andreja je že povedala, s kakšnim namenom in v kakšni obletnici je ta razstava nastala. Brežice so dobile mestne pravice 18. maja 1353, se pravi, da smo letos praznovali 669. obletnico. Na razstavi, ki si jo bomo ogledali v družbi avtorice dr. Ivanke Počkar, je predstavljena Kušljanova vila in življenje v njej od začetka 20. stoletja do danes. Prehodili se bomo od zgodb prvih znanih lastnikov vile, družine Gabrič in Lorber, Franca Kušljana, po katerem vila nosi ime, do zadnjih zasebnih lastnikov iz družine Gramc. Leta 1962 pa je stavba postala družbena lastnina in nazadnje so bile v njej prostori ljudske milice. Nove načrte in vsebine, kot je že Andreja tudi povedala, pa nam bo potem predstavil gospod Boštjan Pišotek iz podjetja HES d.o.o. O Kušljanovi vili je na dan odprtja išla tudi publikacija, nekateri jo že imate, ostalim jo bo pa razdelila Andreja in publikacija je sicer tudi brezplačno dostopna v Posavskem muzeju Brežice. Tako da to bi bil moj uvod, zdaj bi pa kar prijavno povabila. Bom začela kar pri tistem nič, začela sem iz nič. Bila je želja, da odkrijem zgodovino te vile. Vedelo se je, da je Kušljanova vila, kaj več pa ne. In tako sem iz tistega nič izbrskala našteto podatkov. Ni bilo kar tako, bilo je veliko srečnih naključij. In prvo srečno naključje je bilo, da sem poznala eno gospo, ki živi v Avstraliji in je potomka iz tistele hiše, ki jo več ni, tamle za domom upokojencev. To je bila Gabričeva hiša. Gabričeva družina je slovela kot gostilničarska, tesarska trgovina z lesom. Gospod je bil prevoznik broda tukaj čez Savo. In oni so potem podarili to vilo svoji hčerki, ki se je poročila tam v začetku 20. stoletja. Ta hčerka je bila Pavla Gabrič, poročena Lorber. Zdaj pa kako priti do tega, kdo so bili ti Lorberji? Nismo imeli ne fotografije, enega, drugega, tretjega, nič. In tako sem s pomočjo te gospe, ki boste prebrali v knjižici, kakšno strašno življenje so imeli. Ob koncu druge svetovne vojne so ubili očeta, mater in dve hčerki, tam okrog 20 let stari. Dve hčerki in en sin so se pa pravočasno umaknili od tod, so pobegnili v Avstrijo, od tam pa ena hčerka je šla na Dunaj in je tudi tam doživela visoko starost in umrla, ostali so šli pa v Avstralijo. No in ti Avstralci, z njimi sem se spoznala, tako da so rekli, da bodo prišli sem na obisk. To je bilo pred kakimi 15 leti in so res prišli sem. In sem jim rekla še pred tem, pa prineste sabo kakšne fotografije, lepo prosim. No in so prinesli nekaj fotografij. Vse dodatne fotografije sem pa kasneje pridobila, ko se je začelo zanimati za Kušljanovo vilo. In ko smo odkrili, da so njeni predniki bili pravzaprav povezani s Kušljanovo vilo. Ta del mesta, tukaj to se je imenovalo Predmestje. Kasneje se je reklo tudi mesto
ali pa Brežice je bil naslov. Kušlanova vila je imela številko 19, predmestje 19. No in v tem delu mesta so živeli različni ljudje različnih poklicov, sodniki, odvetniki, babca, čevlarji, tesarji, krojači, mizarji. Med njimi je bil ta gostilničar tudi, Gabrič. In tukaj na prvem panoju je en tak utrip s fotografijami prikazan, kako so se tukaj postavili v spodnjem delu mesta stanovali. Tukaj tudi en pogled na zgor proti gradu. Tale fotografija je pa mitnica, to je bila mitnica pred mostom. No in tukaj nisem nikakor mogla do tega podatka. Vem le, da je bila last Gabričev oziroma kasneje Lorberjev. Zdaj pa gospod Lorber, kdo je to bil, ne? Kje najti podatke? In me je ta gospa iz Avstralije povezala s svojim bratrancem v Gradcu. Bili so tukaj en teden pred otvoritvijo te razstave, ker smo mislili, da bo razstava na ta datum, na 10. maj, vse od njih zabila. To je prva lastnica vile Kušlan, oziroma zdaj rečem vila Gabrič, Lorber, Kušlan, ker je bila od vseh teh priimkov ljudi s temi priimki. Ona je že zelo malo umrla 28. leta, ampak to ni bilo tukaj, to je bilo že v Avstriji, so se tja preselili. Tukaj je na vrtu vile s svojim prvorojencem Hermanom Adolfom Mandijem. Ko so to videli, so bili res navdušeni. Je pa zanimivo, to, kar sem rekla, sodnik je bil oče, tale. Notar v Gradcu je njegov sin, tak je prišel na obisk. In potem sem jim še odkrila prednike, vsi po vrsti, 3 rodovi nazaj so bili vsi pravniki. Od tega gospoda, ki je prišel na obisk, žena je tudi pravnica in tudi hčerka je pravnica, tako da neverjetno. No in tukaj pa tudi, to je pa vhod v Kušlanovo vilo, sta tudi oče tega gospoda, ki je prišel na obisk, in mati tiste gospe, so se oblekli v maškarado. Ki je zdaj prišel, pripeljal na obisk. In je zelo napisal je na zadnjo stran fotografije, to je vila moje matere. Nanin stari oče Gabričev je hišo dal svoji hčeri, je razlagal tem Avstralcem, ki niso tudi nikoli več prišli sem. Dragi Avstralci, struga, to je ta struga, je popolnoma izgubljena. Moj sin Bernd, to je ta gospod, ki je prišel, me je pred 14 dnevi ob mojem rojstnem dnevu z avtom peljal z Grete in tako dalje v Ran, Mokric, Agram in dolino Krapina prek Dravskega polja v Maribor, kjer je bil rojen. V vseh pogledih je bilo čudovito letovanje. In tako naprej, hiša, v kateri sem se rodil, je neprepoznavna in izgubljena, ker je videl, da propojna in njeni ostanki počivajo tukaj v Savi, en del njenih ostankov, imeli smo pogreb, ker si je želela vedno nazaj in so jo prinesli en košček s seboj in sem prisostovala, bila povabljena na pogreb. Smo jo spustili tukaj po Savi, če je legalno ali ne, ko smo naredili, ker si je želela tako. In oni dve sta obiskali leta, Leta 9 sta obiskali svojega bratranca v Gradcu in je nastala ta fotografija. No in na tej fotografiji je pa iz Avstralije so mi jo poslali, pa so rekli, zadaj pa nekaj piše, ampak tako grdo piše, da ne znamo prebrati, se ni važno. Pa sem rekla, ne prosim, pošljite mi sken. In so mi poslali sken in sem to razbrala in to, kar sem vam prebrala, piše zadaj. V Brežicah so mu rekli Kušlanova vila. In sicer je leta 1920
en Franc Kušlan z ženo Josipino, rojeno Dušin, kupil to vilo. Imela sta dva otroka, dve hčerki, ena je že zelo zgodaj umrla, druga se je poročila z enim partizanskim zdravnikom v Črnomelj in umrla v Ljubljani. Ona je doživela višjo starost. Kramčevim, 4. Ampak ker so v vili živeli različne stranke, to so bili posebej JLA, in jih niso mogli spraviti ven, se ni mogel Granc useliti v vilo. In tako so se potem neki še tožili. Nazadnje si je zgradil Granc vilo, tam više zgoraj, je Grančeva hiša. To je pa Kušlanova, ne? Kaj pa je zdaj s tem? No in potem sem nekaj stavkov napisala o tem, odhod so Kušljani ali Kušlani ali kakorkoli prišli do brežiškega Franca Kušljana, katerega oče je bil pa Ignac Kušlan iz Šentjerneja in je bil sicer krojač, ampak je bil en zavzet starinokop in je tudi prodajal vse te izkopanine, se je s tem preživljal in je tudi svojim otrokom omogočil marsikaj iz tega denarja. No in je precej obogatel, kupil domačijo v Šentjerneju, čeprav so bili vsi iz Šentjerneja, tudi predniki in z vasi okrog. In se je takrat tudi preimenoval v Kušljana z LJ-jem, da bi bolj slovensko zvenelo. To sem pa spet dobila pri pranečaku od tretje žene Kušlanove, da vidimo obraze, kdo je bil, kakšen je bil, to nas vedno zanima. Kako je pa izgledal ta Kušlan, ki je živel ste ga poznali. No in potem, kakšne drobce so mi pa povedali posamezniki. Naprimer, gospod Rujek je povedal, kako je Kušlan prišel. Ja, on je bil strokovnjak za sadjarstvo, za obrezovanje pa to. Tukaj okrog je bilo ogromno sadnega drevja. To so bili pomembni ljudje, veste, to že, ko si ga videl, si videl, da nekaj pomeni, da nekaj je. Tudi govor je imel čisto drugače. Perfektno obnašanje, vedno je bil lepo rejen, imel tiste Brooks angleške čevlje, on je imel pumperce s takimi confi, pumperce hlače, konja, kravo 2, so imeli posestva, on je imel svojo obrt, Vidmar je bil knjigarnar, papirničar, ampak so imeli tudi kmetijo, to so ljudje preživljali s svojimi predelki, tle dol zraven pokopališča, te njive so bile od Vrstovška, on je bil trgovec s čevlji, pol je bil Vidmar, so imeli tudi vsi kozovce, so imeli te toplarje krasne. S tem, da niso oni delali na teh njivah, ampak so imeli delovno silo. Delovno silo, seveda, ker so ljudje delali samo za hrano, ne za denar, samo za hrano in pijačo. To je bilo trdo življenje. Zato pogrešam jaz tele profesorje, intelektualce, ki nihče o tem nič ne ve. In danes naše otroke učijo o stvareh, ki so bili pred par desetletji, in nič ne vejo. To morajo poslušati. Življenju, kakšno življenje je bilo, ker to se bo lahko vse še spremenilo. Tako da potem rečejo, da se ni mogoče, da so bili tako revni pa bogi. To ni mogoče. In to ljudje so bili, ki so hodili pomagati, delati. So niso bili vsi bogi. To je bilo tam leta 50, 55, 60, pa še prej, 48, 49, po vojni. So to hodili, ko so ljudi pomagati, ali so hodili za ribo ribiči so imeli ta pripomoček. Za soma, za sujca. In seveda pri pranečaku od tretje žene Kušlanove sem našla tudi takle kup dokumentacije, tudi beležke. In sem nekaj takih primerkov skenirala. Ribiška družina,
plačal ribolovnico Kušljan za leto 1954. Stala je toliko in toliko, ribarska zadruga Krško. Potem tukaj se je pa pisal, koliko je, kakšne ribe je ujel, kje jih je ujel, kdaj jih je ujel. Recimo ob sončnem zahodu, ne, ujel soma 1950. leta, 77 cm, dolgega, 21. aprila v Krki. 10 kg. V sončnem zahodu. Zanimivo vodenje. Gospe Ivanki pa tudi absolutno čestitke in Pokrajinskemu muzeju in Društvu za oživitev Brežice za to čudovito razstavo, ki ste jo pripravili. Namreč mi smo se kar nekaj novih stvari naučili in pa predvsem, da ta duh, ta zgodovina živi naprej. Mi smo nekje približno pred 3 leti postali lastniki te vile, domačini oziroma ki ste blizu tu živite, pa ste se sprehajali, ste verjetno opazili, v kakšnem slabem stanju je bila takrat. Zdaj, mnogi gradbeniki so kar na prvo žogo rekli, ni druga kot to vilo za podreti. Mi tega mnenja nismo bili. Delili smo drugo vizijo in smo želeli, da to vilo ohranimo, ker tudi ko smo zdaj slišali, v bistvu ima kar eno čudovito zgodbo in je potrebno to nadaljevati. In ravno letos se ravno zelo lepo poklopi ta stoletnica, da tudi nekako začenjamo to glavno obnovo same vile in pa da tudi damo neke nove vsebine. Tako da smo združili, nadaljujemo kulturo z nekimi modernimi, sodobnimi vsebinami, ki želimo pridahniti. Zdaj, družba HES je družba, ki se ukvarja z obnovljivimi viri energije. Začetki segajo, se pravi, v projekte izgradnje hidroelektrarn, se pa usmerjamo tudi v sončne elektrarne in druge oblike sodobnih tehnologij, ki jih pač v tem težkih časih, ki tudi vidimo na svetovnem parketu, kar se dogaja, moramo skrbeti za to samooskrbnost in pa širiti naše proizvodne kapacitete. Tako da kaj želimo mi s tem centrom, kot smo ga sami poimenovali, Center obnovljive energije, narediti? Predvsem želimo ponuditi neko doživetje, pa zopet ljudi pritegniti nazaj k tem prostoru, tako kot je že nekoč bilo. Že danes vidimo, da ogromno sprehajalcev, obiskovalcev se sprehaja ob pretočni akumulaciji, želimo pa tudi z nekimi vsebinami, predvsem tudi to znanje, potem neko stroko prenesti tako na mlajše kot na širšo populacijo. Zdaj, skratka, potem bomo imeli možnost si tudi noter vilo pogledati, lahko še kakšno bolj detaljno informacijo vam predstavim, ampak v bistvu, če gledamo tloris, to je obstoječa vila, ki se bo obnovila in v bistvu ohranila v celoti. Zdaj, prvo fazo smo že naredili v začetku letošnjega leta, to je bila obnova strehe, namreč streha je bila zelo dotrajana in tudi voda, ki je zatekala, je stavbo uničevala, tako da je kar težke posledice teh 30 let vila doživela. Absolutno pa tukaj gradimo še en nov objekt, se pravi na zahodni strani same posesti, ki bo večnamenska dvorana, namenjena tako za večje skupine, za kakšne dogodke in pa za ostale vsebine, ki želimo prikazati na ta sodobni način, se pravi z raznimi virtualnimi očalami, nekako rečemo to virtualno doživetje, navidezna resničnost. Glede na to, da prostora imamo malo vsebine, pa kar veliki bi želeli predstaviti notri. Zdaj, med samim starim in pa novim delom so arhitekti, v bistvu biro ljubljanski, so zasnovali tudi tako imenovani atrij stoterih energij. Zdaj, center bo imel širšo zgodbo, se pravi, v središču bo postavilo zemljo kot naš planet, kot vir vseh dobrin in pa potem nazadnje tudi vodo, ki je pač nujna za preživetje. Tako da v tem srednjem atriju stoterih energij, z te slike se vidi v bistvu ena takšna simulacija, bo namenjeno predvsem druženju, odprto bo tudi seveda absolutno za vse sprehajalce in obiskovalce, ne glede ali bodo vstopili v sami center ali ne. Zaradi tega, ker tule na tem delu, ko vidimo ta rt, tako imenujemo, kjer smo tudi ohranili drevesa, se bojo uredile tudi tematske poti, tako da bo to v bistvu dostopno tudi 24 ur na dan. V septembru se pričela tudi glavna gradbena dela. Glede na to, da je objekt že kar star in kot sem omenil, je bil podvržen različnim vplivom okoljskim na sami fasadi že do sedaj, tako da tu se vse ohranja, celoten izgled. Potem za nekje poletjem se pa prične za inštalacijo samih vsebin, se pravi od teh sodobnih računalniških orodij, raznih simulacij, vizualizacij, tako da računamo nekje, da bi do konca naslednjega leta potem tudi center odprli širše obiskovalcem in pa sprejeli pravzaprav prve obiskovalce.
Se pravi, to nam je izvedel, ampak se pravi, za kraj ste delali, mi smo domači, kakorkoli. Tule. Se pravi, da so se ometi, oziroma se prvo sanirajo. Okni se zamenjajo, ampak se ohranja iskar filter, ker je kvarno za prehajanje. So pa tukaj očitno bile, ko je bila še milica pisarne, ker se točno vidi, da so pregrade bile. Doj bomo se šli pa pogledati zapore, no, tisti je najbolj zanimiv del. Sam se pravi, mogoče se da in tudi z opeko reja, zato se nam da ta opeka ostaja potem, ne? Sem delala ploščo, ne, verjetno. Prosim? Ploščo. Tako, plošče, ja. Tudi te plošče se nadomestijo s temi KHL ploščami, desenimi na novo, kjer pride s tem, da arhitekti so vidno zasnovali, da se potem določene prostor se odpira, ne. Vhod v bistvu, da se rekla, da ima glavni vhod, potem se pa različi, kot recimo moj garderobe za obiskovalce, nek sprejemni pult, ampak nisem v tej strani začela prva tematska soba. To je vstop v objekt.